drage gledalke, dragi gledalci, prisrčen in hvaležen pozdrav in dobrodošli v oddaji Čajanka za dušo in seveda v družbi naše gostje Aleksandre Winkler-Drole, karmične diagnostičarke, učiteljice akaških zapisov, s katero smo v prejšnjih oddajah že veliko govorili o regresiji, regresoterapiji, kvantni hipnozi, o pozitivnih, negativnih dušah, o ranah na dušah, skratka, o temah, ki si jih zapisala v 4 knjige, si avtorica 4 knjig, katere lahko naši gledalci in gledalke kupijo v bolje založenih knjigarnah ali na spletni trgovini www.omgarden.si. Sicer pa lahko te teme, o katerih sva govorili že v preteklih oddajah, pogledate na YouTube kanalu. Skratka, najbolj veseli sva pa, če ste v najini družbi, v najinih oddajah iz tedna v teden in pa seveda prijetna dobrodošlica tako vam kot naši Aleksandri. Živijo. Živijo, Aleksandra. Ja, prejšnji oddaji sva že govorili o omejitvah, o ranah na dušah in tudi danes bova govorili. Govorili bova sicer o zaobljubah in zaprisegah, ki ustvarjajo omejitve. Verjamem, da si nihče ne želi živeti v pomanjkanju ljubeznivih odnosov, v pomanjkanju denarja, potem občutka vrednosti, poguma, ustvarjalnosti. Skratka, ja, za obljube in za prisege pa lahko to povzročijo. In ti kot karmična diagnostičarka in pa učiteljica akaških zapisov pri svojih klientih že 25 let ugotavljaš, da imajo te omejitve prav zaradi preteklih življenj. Aleksandra, kaj pravzaprav za obljube in pa za prisege so? Zanimivo. Tako, ko se mi zaobljubimo, da bom, ponovadi so ob poroki, nekako se zaobljublja mož in žena, da bosta stala si ob strani v dobrem in slabem, v revščini in bogatstvu, v bolezni in zdravju, v tem in drugem. Zdaj, ene zaobljube so dobre. Mi se moramo tudi obljubiti, recimo, da se dobimo, da naredimo skupaj karkoli. Ene obljube ali pa zaobljube so koristne. Recimo, jaz mislim, da je boljš biti uradno poročen, ko pa živeti na koruzi, ker tam je le nek prstan, neke priče, nek dogodek, ob katerem si nekomu zaobljubil, da boš z njim, da ga ne boš jutri zamenjal. So pa tudi škodljive ali zaobljube, ali pa bi se reklo, nekoč so bile lahko koristne na en način. Danes, ko se pa prenaša iz prejšnjih življenj, te zaobljube delujejo zelo, bi se reklo, destruktivno, in človeka ovirajo, da bi živel obilja polno življenje. Jaz, kot karmična diagnostičarka, sem se srečala že z vsemi 5 skupinami, videla ljudi v praksi, kako delujejo, in tle imam jaz za celo knjigo zgodb in veliko od teh, na pamet bom rekla, zdaj malo ljudi mi naredi 2,5 leta dolg tečaj, eni obupajo po 2-3 stopnjah, ker se jim ne da, ker mislijo, da to, da so že vse dosegli. Ja, da je to že vse in da bomo videli. Se pravi, tukaj je šport, v fitness moraš hoditi 2, 3, 4, 5 let, da se ti kje pozna, ne en teden, en mesec, 2 meseca, ali pa iti samo en vikend. Konstanta mora biti to v življenju in še polk, ko zaključiš tečaj, moraš to konstantno nadaljevati. Tako kot glasbeni inštrument, tako kot fitness, tako kot vse stvari v življenju je treba vzgajati, gojiti, tako kot vrt zalivati konstantno. Pa je za obljuba in za prisega isto ali ni to isto? Ne, ni čisto isto. Recimo, obljubiš nekomu, fizični osebi, recimo 2 enakovredni osebi si obljubita med sabo. Nekaj, kar potem nekdo noče več. Obljubim, da bom zate skrbela v dobrem in slabem. Ja, pol on tebi ukrade denar, ti pa še zmerom držiš obljubo, da boš za njega skrbela v dobrem in slabem. Sorry, kolega. Zdaj pa ne več. Ne smem prekiniti pogodbe. Jaz imam, se pravi, pogodba, dober primer me padel na misel, res. Se pravi, eden
je lahko že več, drugi pa ni. Recimo dva si tudi zaobljubita, da se bosta starejša, recimo celo ali pa recimo obljubim, da bom s tabo do konca svojih dni. Ampak on je umrl, recimo, ona je ostala vdova pri 40 in valjda... Si bo najdla drugega? Ampak ne, zato je zaobljubila njemu. In tam je zdaj problem. To je zaobljuba. Ne more. Iz tega razloga si potem V duhu še vedno živi s tistim, ki je pa že 20 let pokojen. Ona ima 60 in če 100 ljudi reče, ej, ti fajn zgledaš pri tvojih 60-ih, pa ja, bi si še kakšnega frenda najdla, pa lepo hišo imaš, pa bi ti moški prav prišel tudi za tvojo dušo, kakor za konkretno življenje, pomoč. In kdo je pa rad sama, če smo ljudje ustvarjeni, da živimo v dvoje. In ja, sej bi, sam veš, jaz ne morem, ma kaj ne moreš, preboleti tistega, ki ga že 20 let ni. Ne, saj sem ga prebolela, sej ni to in pol ne ve, kaj je. Ne, človek ne ve. Se pravi, ene stvari naš razum je tlele, duša je pa precej globoko. In če bi bilo to tako enostavno, bi vse naš razum uštekal. Jaz sicer imam program, ki je dopadljiv razumu, vse je zelo logično, ampak stvari pa se izpeljujejo in doživljajo na nivoju duše. In pol z razumom štekaš, aha, moj problem je tak pa tak, je tako pa tako. In zdaj, ko odčitaš skozi akaške zapise, ne greš v akaške zapise, si noter, tam v tistem stanju, tam so ta pravi odgovori. Se pravi, to so te obljube, a ne za obljube. Za prisega, tle je pa že avtoriteta zraven. Se pravi, jaz sem še generacija, ki so moji, nekateri sošolci, ki niso šli na faks, še mogli iti v jugo vojsko, zakletvo so rekli, in je dobesedno to za prisega. Se še spomnim, ki sem enega spremljala, da je dal za prisego, da bo se boril za domovino. In takrat ljudje, ne vem, kaj so razmišljali. Recimo, jaz se spomnim, ki je bila v Sloveniji teh 10 dni vojne leta 91, 10 dni vojne, z TV oddaje, ko je nek mlad fant rekel, jaz sem bil tle sovražnik, v navednicah. Sej, v resnici ljudje se ne sovražimo, drugi nafilajo v glavo, to je zdaj naš sovražnik. Je rekel, ma posluši, jaz sem njemu rekel, mislim, da je bil mal pomanjkljiv otrok, ampak še bolj modr, kakor kakšen razumski veliki Jaz imam mamico doma, ti imaš mamico doma, odloži orožje, zakaj bi se mi dva streljala? Kako je lepo povedal. To je dejansko bilo res? Ja. To se spomnim z televizije 91. leta, ko je bilo 10 dni vojne v Sloveniji. Jaz imam mamo doma, ti imaš mamo doma. Jaz sem mu rekel, da odloži pištolo, orožje in jaz ga bom odložil. In je bilo res, sta bila že takole, da se bosta ustrelila. Se pravi, tega dva že nista bila toliko pranih možganov pod zaobljubo ubogljivosti. Se pravi, za prisege so ponavadi narejene v enem izmed življenj, lahko v tem, večinoma pa iz prejšnjih, pod nekim ritualom, to je že magično, to je že magija. To že magično deluje, zato se ljudje streljajo. Nekdo jim nafila v glavo, ta je tvoj sovražnik, moraš streljati na njega. Mislim, to se mi zdi tako kruto, narediti iz ljudi tako ubogljive, da brezpogojno ubogajo. Sedi, lezi, kuža pazi. Se pravi, da niso te besede toliko, kot pa tisto, kar so ljudje pod zaprisego delali. Ja, ampak tudi te besede so močne. Besede izrečene v določenem danem trenutku avtoriteti nekoga, ki ga duša kot človeka, v človeku doživlja kot avtoriteto, ne si bo to vojaška avtoriteta, spiritualna avtoriteta. Vemo, da so tudi razne verske sekte zahtevale od ljudi, da zaprisežejo celibatu. In taka ženska, ki recimo, sem imela primer, ki je 12 življenj nazaj zaprisegla celibatu, še danes ne mara, da se jo moški dotika po telesu.
rada bi imela spolnost in seks, poželenje ima, ampak ne more se sprostiti. Preprosto se ne more sprostiti. Je rekel, jaz sploh ne maram, da se me dotika, da me boža. Ja pa, a je kaj narobe s tem človekom? Ne, prijazen, vse kuha, pospravlja, vse naredi, jo ima rad, ampak jaz, je rekel, se ne morem sprostiti pri njemu. Preprosto ne more. Bi rada, ampak ne more. In 12 življenj nazaj je zaprisegla celibatu. In njej na nivoju duše se zdi še danes greh, to se ne sme, to se ne dela, to je umazano, to je nekaj slabega, to je nekaj, kar je mimo Boga. In zdaj to sanirati pri njej, da bo lahko živela, če ne bo šel drugi ta človek, ne bo zdržal. In tudi ona bo lahko še naprej, še naslednjih 12-30 življenj, ne vem, koliko bo rabila, da bo vštekala. Tako da zdaj teh zapriseg je zelo veliko se jih drži z mnogih življenj nazaj. Včasih se določene zaprisege umilijo, oblažijo, se pravi, ne delujejo več tako intenzivno, kakor so nekoč, v blažji obliki. To je ena varianta. Druga varianta pa je, da določene okoliščine pri človeku sprovocirajo, da te zaobljube, ko so že delovale močno, pa so se ublažile, delujejo bolj šibko, se pravi, pride do neka situacija, ta zaprisega deluje še bolj močno. Težko to razumeti, če ne pojasnim na primeru. Recimo, ena je imela zelo, je bila zaprisežena tišini. Rodila se je v kraljevi družini, ker se ni smelo govoriti, koliko premoženja, vedela je vse, od premoženja do, se pravi, princeska je bila, starša sta bila kralj in kraljica. Njo so prisilili, da se zaobljubi tišini. Preprosto moraš biti tiho, kar se mi pogovarjamo tle, ostane tle. Ne smeš nič, ne plani za naprej, ne kaj, to so države, to je politika, to je dosti ljudi bilo. In ne smeš govoriti niti o tem, kako se počutiš, poročili so jo z nekom, ki ga ni imela rada, niti ga ni ona zbrala. In da si nesrečna s tem človekom, ne smeš govoriti, ker ne smejo vedeti, da je naša princeska žalostna. In ta oseba pride k meni, to prvo, kar slišam na njej, je, da njen glas, kako bi rekla, torkira, težko govori. Ja, jaz imam probleme v partnerskem odnosu, z možem se ne razumeva. Kako izgleda to vajno nerazumevanje, kako bi mi to opisala. Ja, on me sprovocira, jaz pa pol kričim. On nekaj jo sprovocira, ona pa pol, jaz se vem, da ne bi smela kričati, se vem, da ne bi smela biti taka, pa kar ne moram. Odčitam zaprisega molčečnosti. Dobesedno, kaj se je pri njej dogajalo, pri njej se je toliko nabralo noter, ker ni mogla govoriti o čustvih, ampak to je v prejšnjem življenju, da tudi v tem življenju, kaj pa hotla povedati nekaj, je pa dobesedno prekipelo, se je zbruhala in pol je bilo žal. Tako da za prisege molčečnosti imajo in verske, ne govoriti, kaj se tle dogaja, lahko so bila tudi posilstva v temu, ne vem, določene skrivnosti in naredi probleme človeku. Ja, in je rekla, da ima pogoste angine in da je imela operirane mandle, da ima z grlom imela celo življenje probleme. Kako že neka stvar, ki je na eterični ravni, se pravi na neki energijski ravni, neka zaprisega molčečnosti, povzroči fizično. Ne samo, da ima probleme v partnerskem odnosu, ker je ključnega pomena iskrena srčna komunikacija, normalna komunikacija, kako lahko povzroči že operacijo mandlov, angine. Glasilk ali pa karkoli. Ja, glasilk, karkoli. No in imamo tudi zaobljubo ubogljivosti. Ubogljivosti, ja. Dejansko že to
to je Slovenc res tako. Ali so ljudje, ki ubogajo in ubogajo napačne ljudi, napačne avtoritete, ne? Tle, recimo, vsi so hoteli ubogljive ljudi, vse avtoritete so hotele samo ubogej, narediti tako, kot ti rečem in nič drugega. In poznam kar veliko moških, ki so bili v prejšnjih življenjih tudi moški, ki so lepi, pogumni vojaki, ki nenormalno ubogajo svojo mamo. Nenormalen cucek je od svoje mame ali pa od žene, ne? Ali pa niti ni žena, je partnerka. Se pravi, ko vidi v nekom avtoriteto, bo ubogal. Če pa ne vidi avtoriteto, se pravi, recimo brat, sestra, prijatelj, prijateljica, takrat se mu pa zdi, da ni treba ubogati, ne? Tudi, če mu daš en dober nasvet, recimo, mu daš nasvet, moraš jesti sadje in zelenjavo prav vsak dan, recimo, ali pa maži se s kremo za sončenje, ker ti zelo škodi, ker si svetlopolt, moraš nujno, sploh pa na izpostavljenih občutljivih delih, ne uboga, ne naredi tega, ne more se s kremo namazati. Lahko pa uboga bivšo ženo, da nima prijateljev, ne smeš imeti prijateljev, ker mu prepovem imeti prijatelje doma. Ne vem, kako lahko to. Se pravi, če je avtoriteta za njega, je Boga, drugače pa ne, kljub temu, da mu nekdo dobro živi. Ja, tako, ja. Tako delujejo. Kaj pa za obljuba čistosti? Ja, to je celibat. Čistost, takrat so rekli, zdaj se moraš obljubiti čistosti, kao da si umazan, kot da je seks umazan in so jim tudi to vcepili. Se pravi, tukaj govorimo že o sublimalnih sporočilih na eterični ravni, to ti pride v podzavest in to tam ostane. Je nekaj ljudi, se ne vem, če bi to povedala, ampak v tem življenju sem že srečala en par znank, kolegic, ki so mi rekli, da moški organ, da je umazan. Meni se to nikoli ni zdelo, no. Meni se zdi, da je še bolj čistko kakšne bakterije v ustih ali pa ne vem. Dejansko. Se jim zdi to nekaj, kar je odvratno. Zaradi tega, ker imajo to prepričanje. Ja, od čistosti, kakor da je naš del telesa tam umazan. Dejansko, ko bi ljudje vedeli, koliko je umazana kljuka na vratih, sem brala eno zanimivo, kjer so najbolj umazane stvari v našem življenju. Ne WC školka, kljuka v bloku, tam, kjer se dnevno dotika, je bila najbolj, so vzemali vzorce. Tako da, ja, eni imajo pač ta program, da je to, da je nek del telesa umazan, recimo, ko se gre za čistost, je tle povezano s spolnostjo in da tam se ne more dotakniti, ne vem, oralno ali celo z rokami. In to povzroči zmedo. Jaz sem tak in ljudje mislijo, jaz sem tak in jaz tega ne zmorem. Ne vejo pa, da... Zakaj? Ne vejo, nimajo razlage, ne? Ja, nisi ti tak, ti nisi vas marmelade, ko rečejo pol cukra, pol sadja in vmes malo konzervansa, se pravi, ti nisi vas marmelade, ker je po procentih toliko tega, ti si ko vreme, veš, ti lahko sam sebe spreminjaš, lahko si veder, ko sončno vreme, lahko si mrk, ko najbolj črno nebo, veš, ti sam lahko. Mi smo gospodari. Že pokončna drža. Že drža, ja. To lahko spremeni. Ja, že kar nosiš v mislih, tako se tudi giblješ. In tale s čistostjo je kar dost prisotna v mnogih religijah in je problem za ljudi, ki želijo imeti osrečujoč partnerski odnos zelo velik. In to je eden izmed možnih razlogov, lahko so razlogi tudi druge. Ampak zdaj govorimo o najpomembnejših. Me pa bega za obljuba revščini. Kdo bi se lahko za obljubo revščini? Ja, kdo bi se? Kdo bi rekel, nočem lepih stvari, nočem lepe knjige, nočem lepega avta, nočem lepe hiše. Ampak obstajajo. A si moraš misliti?
Zakaj? To so zagotovo spet drugi imeli vpliv na to zaradi mogoče, ne vem, lastnih interesov. Itak, sem, da jim tega niso tako rekli. Se pravi, vodje, ko bi rekli, zdaj tle noter sta dva hakalca. Včasih, ko so ljudje revno živeli, jaz sem dosti ljudi v teh svojih 25 letih karijere dala skozi. Pa tudi že prej, ko nisem se poklicno s tem ukvarjala, sem zelo poslušala ljudi, tako prav res sem jih globoko poslušala. In pa pol razmišljala o tem, kakšno globlja sporočila imajo. In recimo, neko tako mišljenje je bilo, da unike nima nič, je bolj srečen od tistega, ki ima več. Se pravi, ljudje so dobesedno sprejeli te revni, da so si pomagali, kot da bi si eno bliž dal na rano. Če smo revni, imamo pa bogatstvo je v otrokih, pa so imeli 10 otrok. Recimo, naši otroci so moje bogatstvo. Niso imeli pa luksuza, hrane dosti. Se pravi? Se pravi, da so se zaobljubili revščini prav zaradi tega, ker so imeli v glavi neko mišljenje, da če bojo bogati, bojo slabi, tako, da bojo obilje pokvarjeni. mi smo pa revni, smo pa zato bogati Ja, po duši. ali pa so jih celo So se povabili. tolažili mogoče s tem. Lahko je bilo to za začetek kot neka tolažba, je pa dosti določenih, spet govorim, verskih vodij, propagiralo revščino kot del tega, bolj ko trpiš, bolj ko se odpoveduješ, rajši te bo imel Bog. Ampak ta Bog, stvarnik, če pogledamo, je ustvaril zelo bogat svet, zelo pester. Imamo zlato, imamo hribe, doline, reke, neskončno enih živalskih vrst, neskončno enih pisanih rožic. Ustvaril je vso to tehnologijo oziroma človeka s takim umom, da ustvarja tehnologijo. Se pravi, nikakor ni bil ta naš stvarnik, Bog, kreator, skromen. Definitivno. Hotel je od nas, da bomo tudi mi smo tudi majhen Bog, mi tudi kreiramo. Recimo, da znava sešiti obleko, da znava skuhati kosilo, nam zrasejo rastline na vrtu. Se pravi, tudi mi, kolikor je naše kreativne moči in kolikor smo sposobni privabljati obilje v naše življenje, toliko je dejansko naše božanske kreativne sile v nas. In to je bila manipulacija religioznih vodij, bolj ko boš reven ali pa odpovej se materialnemu, celo prodajali so odpustke. Se pravi, za tvoje grehe moraš plačati toliko, da ti bo odpuščeno. Se itak ne neseš nič na drug svet, je bila ena fraza. Se pravi, kar šenki drugim podari. Tako da to so bili ljudje v stiski, zmanipulirani, sprejeli so, da je boljše biti reven, da imaš več sreče, da te ima Bog rajši. In to je bilo napačno mišljenje in to se jih še zdaj le drži. Ali pa, da je denar pokvari ljudi. Recimo, oni so sprejeli to, nas pa ni pokvaril, mi pa nimamo denarja, kot nek obliž, kot nek izgovor, zato ker nečesa nimajo. Včasih jim je to služilo kot neka tolažilna nagrada, neka tolažba. In pa zaobljuba trpljenju. Trpljenju, ja, kdo pa to hotel. Ampak verjemi, da obstaja tudi beseda za taki, rečejo jim preprosto, mazohisti. Ja, saj to besedo imamo, se pravi, obstajajo ljudje mazohistični. Človek neverjetno zmore uživati v vsem svojem trpljenju, kot da ima point trpljenje. Nima ga. Dejansko trpljenje nima nobenega smisla, ker mi se lahko učimo skozi radost, ne pa skozi trpljenje. Se pravi, hodiš v šolo, si radosten, narediš, se naučiš, da greš skozi, da imaš dovolj redno delaš, da ne prestajaš sramote, ponavljanje razreda, ni naredil tega. Če je to sramota. Ali pa zguba cajta. In so ljudje, ki
se jim zdi, da je smisel življenja trpljenje. In to so jim spet program vcepili, nekdo jim je vcepil, takrat so sprejeli ta mehanizem zaradi lastne karme. Ta mehanizem spremeš, poganja tvoj karmični vzorc in to kukolo laufa v tisto smer, da se človek vedno znova in znova, življenja v življenje, iz meseca v mesec srečuje s takimi okoliščinami, ki jih privabi, privlači po zakonu privlačnosti, privlačaš, kar imaš noter, tako privlačaš od zunaj. In so privlačili take okoliščine, kjer dobesedno res najde milijon načinov, da lahko sprejme trpljenje. Ampak mu ne bi bilo treba. Sprejme, ja. Tako, izvoli, kar dokončaj. Sprejme trpljenje načrtno misleč, da mu bo odpisano, odrešeno, da ima smisel. Ponavljam, nobenega smisla nima trpeti. Res, da včasih rabimo skozi določeno življenje iti, recimo, da sem jaz do tega prišla, sem se odpovedala dragim stvarem, materialnim, da sem se ogromno naučila v tujini. Nisem glih trpela, mogoče, ker sem pogledala, ko imajo drugi lepe avtomobile, moj je bil tako pocen, da... Ampak sem si mislila, več si nisem mogla prvoščiti, sem si mislila, še vedno sem jaz prav izbrala, ker imam toliko znanja, pač sem toliko porabila, energija sem vložila v tisto smer. Ampak nisi trpela za to? Ne, nisem nekaj trpela, sem pa imela obdobje, ko je bilo treba stisniti in vložiti vse v eno stvar. Sem malček odpovedati nekemu luksuzu, razkoši, v lepemu avtomobilu in tako naprej. In pa še zaobljuba žrtvovanju. Tudi to obstaja, ljudje se žrtvujejo. Ja, zelo veliko žrtev je. Ljudje kot da uživajo v neki vlogi žrtve. Sej, da smo mi požrtvovalni, je to neka kvaliteta. Včasih se požrtvujemo, ko imaš majhne otroke, variante, jaz sem jih dojila 6 let, 3 otroke, ne enega, 6 let. 6 let sem jih dojila in še več, malo več kot 6 let, se pravi, povprečno 2 leti sem enega dojila, pa je bo že drugi na vrsti, malo manj kot 2 leti, prva 2 in pol, ta tretja pa hčerko pa 2 leti in 4 mesece. Bila sem stalno z njimi, imela sem službo doma in na sejme in na te vikend delavnice so šli z mano. Tako da sem bila 24 ur prisotna v času dojenja. Zato je tudi mleko vedno bilo, ker takrat mi je bilo prioriteta otroci. Seveda sem tudi ponujala to svoje znanje, pomagala drugim, ampak nisem dajala otroku varstvo v času dojenja. Nič stran od mene. Tudi po trgovinah zraven, na dopustitvah zraven, tudi določeni... Ampak to ni bila zaobljuba. Ne. Takrat tisto je bilo, da tisto obdobje si mogel nekaj dati na kraj. Si se žrtvoval za dobro otroka, ne? Ja, in to mi ni žal. Je pa, se pravi, včasih rabimo malček biti požrtvovalni, ker imajo določene stvari prioriteto pred drugimi. Pri meni so imeli otroci prioriteto pred službo in temi svojimi stvarmi, ki jih počnem, strankami, precej sem jih manj imela. Je pa žrtev, vloga žrtve, človek, katere mehanizem se stalno poganja, da nima izhoda. Občutek človeka, da živi v neki situaciji, ki je brezizhodna in nerešljiva, se pravi, dobesedno poganja, v njeni glavi se poganja tak trak, ki govori, nimaš izhoda, nimaš rešitve, ne moreš drugače sprejmi to, česar ne moreš spremeniti, se prilagodi.
to fora njen program, kar je škodljiv in človek ustraja v eni in isti slabi izkušnji z meseca v mesec, življenja v življenje in to je nedokončana zgodba, dokler enkrat nareče, hop, a pa res nimam rešitve. Recimo tle noter sem imela res eno neverjetno zgodbo, ženska, ki jo je mož pretepal. Pretepal je, ki se je opekel juho. Mu dala juho na mizo, pa jo je udaril, ker se je opekel jezik. Namesto da malo počas, a ne. In ja, nimam kam iti. To je bilo toliko let nazaj, da smo imeli še nek oglasnik. En čas ne bom imenovala, katerk pol delam reklamo sem za moje knjige. Kupite, naročite, ena je še na prodaj v knjigarni, dve pa nista več, Akaški zapisi osnove dušne matrice, ta je zdaj v knjigarni. Tudi je učbenik za to, kar predavam, za 1-na-1 tečaj oziroma za skupino in pol tudi individualno to čitavamo. Se pravi, ta ženska, jaz to oprem, ja, nimam kam iti. Sta bila pa starejši par, mislim, da sta bila okrog 60. Ni imela službe, bila je v Sloveniji tujka, tudi on je bil tujca, ampak on je imel službo in je najdel stanovanje za oba. In tisti moment, rečem jaz, ženski, ne vem, kje se mi je samo oprlo, kako nimate kam iti, kako nimate službe, kako ni stanovanja. Iščemo mlajšo penzionistko za pomoč starejšemu paru, nudimo stanovanje in plačilo. Jaz sem rekla, lejte tle, oglas imam, pokličite jih. Ampak pol je imela 100 izgovorov, ja, sej bom, sej mogoče, ja, ampak veste, jaz ne morem proč od mojega moža, jaz ga ne morem zapustiti. Če se ne moreš zapustiti nekoga, ki te je udaril, ne moreš zapustiti. Kje si? Tukaj so tudi sočutne povezave, ki nimajo nič s ta pravim sočutjem. Se pravi, kako nekaj nekoga veže. In je dejansko raje žrtev. Ja, in to je hudo, to je škodljivo, to je boleče, to ustvarja pomanjkanje, človek ne more živeti po svoji duši, misli, da ga je Bog štrafal, misli, da se bo pokazal neki čudež. Ne zgodijo se čudeži, samo samih lahko ustvarjaš. Mi smo čudež. Tako, in vse te zaobljube in pa zaprisege delajo omejitve in v bistvu omejujejo pritok obilja v naše življenje, pa vendarle se da to nekako sanirati. Imate spletni program Ključ do duše, kjer pomagate. Zdajle, takoj, se pravi, čim prej vzamem samo enih 10 ljudi, z večjimi ne morem delati, lahko tudi pišejo na mail in jim pošljem program. Zdaj pa, da vidim, a je človek za to ali ni, a sem zapravljam cajt z njim, je pač treba prej 1 uro branja dušnega zapisa naročiti, da sploh vidim, a je to pozitivna duša, a bova medva funkcionirala, kakšna so njegova pričakovanja in da se sploh pomenimo, je pa tudi pametno kupiti mojo to novo knjigo Akaški zapisi Mojstrstvo duše, pol povabim ljudi v webinar, zdaj te dni bo zunaj brezplačni webinar, kjer povem še več, ker dovolim, da me ljudje dobesedno vprašajo. Se pravi, webinarji so zastonj, ampak da ni 1500 ljudi, ker... To je zaprta skupina in dejansko za tiste, ki kupijo ta najnovejšo knjigo, jim pošljem dostop, da imamo webinar, tam lahko naredim še kakšno uslugco, komu kaj odčitam karmo, slabo karmo, dobro karmo, naredim eno mini branje dušnega zapisa, tako 2, 3, 4, 5 stavke, zato da lahko človek vidi, koliko ga zadnem, koliko sem jaz 100% v svojih stvareh, ki jih ponujam. Jaz imam sicer veliko kopirancev, odkar mi je to uspelo, ampak ne me kopirajo, če upajo, ne napišejo 2 knjige o teh akaških zapisih, ne imajo 25 let izkušenj, se zastope, ne imajo take reference v medijih, ko jih imam jaz, to pač ne morajo. In to, kar nekdo gre kam drugam, branje dušnega zapisa, dela to pri meni ne velja, to mene ne zanima. Jaz pomagam mojim klientom. To je pa sam po telefonu 1 uro in pol lahko delamo naprej. Tako da 1 uro kontakta je pa le treba. In pač tistim, ki kupijo knjigo, dajem še druge ugodnosti, ker pač on je zate ti zame, tle se malo pomagamo med sabo. Ne morem pa neskončno ljudi sprejeti
Verjamem, in ker si uspešna, Ja, hvala. ker imaš veliko prioritet, Ja. se ljudje radi vračajo k Ja. tebi, imaš ogromno pozitivnih povratnih informacij. In tudi za vas, drage gledalke in gledalci, je priložnost, da pridete do spletnega programa Ključ do duše in seveda do naše gostje Aleksandre Winkler-Drole, ki se ji v tem trenutku prav lepo zahvaljujem za gostovanje in pa kmalu se zopet vidimo v oddaji Čajanka za dušo. Tako da, dragi moji, za danes je to vse. Hvala lepa za pozornost in se gledamo tudi prihodnji teden. Srečno do takrat.